Kadarkoli se zalotite v bistvu s tem načinom razmišljanja, da bi vi nekaj mogli biti, da bi se spodobilo, da bi bili drugačni, boljši, na neki drugi poziciji. Kakšen bi jaz mogel biti, kakšna bi ti mogla biti, kakšen bi on mogel biti, kako bi mogel svet biti, kako bi se mogli stvari drugače odviti glede na mojo starost, kaj se spodobi za to starost. Kakršenkoli tak način razmišljanja, ki se začne, ne vem, moral bi, spodobi se, da bi bilo, način postavljanja nekih zahtev, krivljenja, obtoževanja do sebe in do drugih. Dajte se ustaviti, dajte se zavedati, dajte se spomniti, da gre za program. Da niste nobenemu nič dolžni, jaz nisem vam nič dolžen, vi niste nobenemu na tem svetu niste ničesar dolžni. Da vse, kar delamo, so naši poskusi zadovoljevanja naših potreb. In to nekako razmejiti, ker kaj se dogaja? Potem, če sem jaz v tem razmišljanju, da tako kot sem, nisem v redu, da z mano nekaj narobe, da res sem brezvezen, da res sem totalno izgubljen v življenju, nič ne znam, nič mi ne gre. Bolj kot razmišljam, da je z mano nekaj narobe, bolj se mi bo začel v bistvu podpihovati in vznikati občutek krivde. Občutek krivde dostikrat izhaja iz načina razmišljanja. Ja, razlikovati med temi občutki, kot so krivda in sram, ki izhajajo iz tega moralističnega razmišljanja, da je z mano nekaj narobe. Ali pa če govorimo potem tudi o jezi do drugih, bolj kot razmišljam, da je z nekom drugim nekaj narobe. In bolj kot res verjamem v to zgodbo in podpihujem to zgodbo, bolj več ene jeze bom sprocesiral do drugih ali pa nazaj do sebe. In kaj je potem spet izhod iz tega začaranega kroga, je iskati, se zavedati, da gre za program, mišljenjski program, da ni z nobenim nič prav, z nobenim nič narobe. Vsi, ki smo pač na tem planetu, ki se pač imamo možnost izkušati to življenje, skušamo s svojim delovanjem, s svojimi komunikacijskimi odzivi zadovoljevati določene svoje potrebe. In izhod iz teh programov mišljenjskih je v stik s telesom, v stik s tem, kar nam je pomembno, v stik z našimi potrebami.